oder dobiva svojo publiko. Danes posebej pozdravljam Petra Hamer, ki nam bo predstavila temo, ki mogoče ni prav lahkotna, je pa taka, da se o njej splača razmišljati, splača pogovarjati in dejansko tema, ki gradi tisto, kar je človeškega v nas. Jaz mislim, da je najbolje, da kar predam besedo, da prisluhnemo, da se bomo potem lahko o tem tudi kaj pogovorili. Petra, izvoli. Janja, hvala za besedo. Dober večer, tudi v mojem imenu. Sem zelo vesela, da ste danes tukaj. In Janja, še posebej hvala tebi in hvala Mestnemu muzeju za to priložnost, da danes predstavim svoje raziskovalne izsledke. Naslov današnjega predavanja je Množična grobišča in vloga mrtvih po vojni v Bosni in Hercegovini. Lahko s tem. Letošnje leto obeležujemo 30 let od podpisa Daytonskega sporazuma, ki je uradno končal vojno v Bosni in Hercegovini. Uradno se je vojna začela 6. aprila 1992 in trajala do 14. decembra leta 1995. Tako isto letošnje leto obeležujemo 30 let od genocida v Srebrenici, kjer je 8372 bošnjaških moških in dečkov izgubilo življenje. In če se spomnite, lansko leto maja je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila rezolucijo in 11. julij razglasila za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici. V 3 letih in pol vojne je okrog 100.000 ljudi izgubilo življenje in kljub velikim prizadevanjem do danes je 6.000 ljudi še vedno pogrešanih. V današnjem predavanju vam bom podrobneje predstavila vloge mrtvih in pogrešanih v življenju posameznikov in posameznic, tako na individualni kot na kolektivni ravni. Osredotočila se bom na majhno občino na severozahodu Bosne in Hercegovine, na občino Predor, kjer se je leta 1992 zgodil zločin v razsežnosti genocida. Kot je Janja že povedala, tema ni najbolj vesele narave, sem pa tudi sama prepričana, da je tema vsekakor vseprisotna, ne samo za moje sogovornike in sogovornice, ki so v to osebno vpleteni, ampak tudi za vse nas, ker nam ne samo, da da glas sogovornikom in sogovornicam, ki so grozote preživeli, ampak tudi v nas vzbudi zanimanje, razmišljanje, kakšne vloge vse imajo mrtvi v naših življenjih. Kot boste slišali tekom predavanja, nekatere so malo bolj očitne, nekatere so malo manj. Preden pa začnemo, bi rada prebrala misel Mile Kačič. Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. Če povzamem, danes bomo govorili o vezeh. Sprehodili se bomo po občini Predor, kjer vam bom skozi zgodbe posameznikov in posameznic predstavila različne vloge mrtvih na kolektivni in na individualni ravni. Smrt je del življenjskega kroga vsakega posameznika. Naj bo to na individualni ravni, je to smrt družinskega člana, prijatelja, sorodnika, znanca ali pa kolektivna tragedija, ki se trenutno kljub premirju še vedno dogaja v Gazi, Ukrajini, Sudanu in na žalost še marsikje. Zahodna kapitalistično orientirana družba, v kateri živimo danes, od nas pričakuje, da mrtve izpustimo. Kaj to pomeni? Ko mrtve pokopljemo, z njimi pokopljemo tudi naše vezi, naše odnose do njih. Raziskovalci, ki pa že od 90. dalje raziskujejo različne vloge, različne vezi med živimi in mrtvimi, pa temu na nek način oporekajo. Tako psihologi kot zgodovinarji, kot sociologi, kot tudi mi antropologi ugotavljamo, da imajo mrtvi kljub svoji fizični odsotnosti še vedno pomembno vlogo v našem življenju in
te vezi, o katerih je govorila tudi Mila Kačič, raziskovalci imenujemo trajne vezi, oziroma v angleščini uporabljamo izraz continuing bonds. In te trajne vezi v bistvu dokazujejo, da mrtvi še vedno imajo vpliv na naše življenje, še vedno se te vezi obstajajo kljub fizični odsotnosti in verjamem, da oziroma tudi upam, da imate vsi še vedno predmete, oblačila, najljubšo šalico za kavo, da ste podedovali ali prevzeli kakšne navade, tradicije od vam ljubih pokojnih oseb. Raziskovalci so v bistvu tudi ugotovili, da te trajne vezi blagodejno vplivajo na sam proces žalovanja. V projektu The Agency, katerega članica sem od septembra leta 2023, raziskujemo vloge mrtvih v življenju posameznikov v sodobnih družbah. Mrtve razumemo kot agente oziroma kot subjekte, ki povzročajo ali spodbujajo spremembe tako na materialni kot na nematerialni ravni. Kaj to pomeni? Na materialni ravni raziskujemo telo oziroma ostanke telesa, se pravi posmrtne ostanke, kakor tudi razne predmete, grobove, pokopališča, spomenike. Na nematerialni ravni pa so to spomini, zapuščine, sanje, občutki prisotnosti oziroma tudi druge vizualne, slušne, otipne, vohalne izkušnje. Pomembno pa je to, da so te izkušnje, ki jih živi prepoznavajo kot prispevek mrtvih. Se pravi, mrtve razumemo kot aktivne udeležence v naši družbi, ki na razne načine ne samo, da opozarjajo na družbene spremembe oziroma na družbene neenakosti. Pomembno je, da se zavedamo, da imajo mrtvi vpliv na naša življenja, tako na individualni kot na kolektivni ravni. V skupini nas je 10, raziskujemo različne vloge mrtvih v različnih okoljih in moja naloga v projektu je, da raziskujem vloge mrtvih iz množičnih grobišč, nastalih med vojno, se pravi v obdobju leta 1992 do 1995 v Bosni in Hercegovini. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev, se pravi sogovorniki in sogovornicami se pogovarjam o njihovih izkušnjah, o njihovih odnosih do mrtvih, poskušam poiskati oziroma najti vzorce, ki mi potem pomagajo bolje razumeti tako posameznika kot družbo. Raziskujem pa v občini Prijedor, ki je v Republiki Srpski, in pa v občini Ključ, ki je v Federaciji. Prijedor je dobre 4 ure vožnje z avtom iz Ljubljane. Na 834 kvadratnih kilometrih v 71 vaseh, po podatkih iz leta 2013, to je bil zadnji oziroma drugi in tudi zadnji popis prebivalstva, živi 89 000 in še nekaj, Bosanci bi rekli kusur, prebivalcev. Vsi sogovorniki so rekli, da je ta številka definitivno nižja. Je pa Prijedor ne samo občina, je tudi največje mesto v občini in kar se je zgodilo, zgodilo se je veliko raznoraznih zločinov, ki pa nikoli niso bili obsojeni oziroma nikoli niso bili dosojeni za genocid, tako kot je bilo recimo v Srebrenici. Tako da, glede na to, da Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu zločine v Prijedoru ni obsodilo za genocid, danes govorimo o etničnem čiščenju, o množičnih pobojih, o množičnih posilstvih, o izgonu prebivalstva, o uničenju tako privatne lastnine kot javne infrastrukture. Glavni akterji so bili novo ustanovljena Srpska demokratska stranka, Vojska Republike Srpske, policija, razne paravojaške enote in pa tudi entuziastični posamezniki. In v želji, da se ustanovi oziroma vzpostavi Velika Srbija,
so izvajali etnično čiščenje, množične poboje nad Bošnjaki in pa nad Hrvati. Sogovorniki so pripovedovali grozljive zgodbe iz 3 največjih taborišč, kamor so bili zaprti: Omarska, Karaterm in Trnopolje. Mogoče ste za katero od njih že slišali. Pripovedovali so o 3176 ubitih civilistih, ki so bili do danes najdeni na 499 lokacijah, v 73 množičnih grobiščih, 10 občinah in pa v 3 državah. Če nadaljujem z žalostno statistiko in matematiko, skupno 42 posameznikov je bilo obsojenih na več kot 800 let zapora, na žalost pa še vedno 561 oseb iz predora pogrešanih. Če si pogledamo 2 grafikona, ki predstavljata nacionalno sestavo prebivalstva, da vidim, če to deluje. Ne? Okej. Se pravi, na vaši levi vidite grafikon, ki predstavlja nacionalno sestavo prebivalstva iz leta 1991, na vaši desni iz leta 2013. In kaj opazite? Opazite spremenjeno nacionalno sestavo, kjer je število muslimanov, da pojasnim, zakaj so leta 1991 muslimani, leta 2013 pa Bošnjaki. Leta 1993, se pravi med vojno, so bosanski muslimani spremenili ime v Bošnjaki, tako da se potem po koncu vojne nekako uporablja termin Bošnjaki. Se pravi, število muslimanov oziroma Bošnjakov, Hrvatov ter ostalih se je zmanjšalo, medtem ko se je število bosanskih Srbov povečalo. In kako se to kaže na terenu oziroma kako se to kaže v predoru? Tako, da so ali vasi prazne ali pa enonacionalne, kar pomeni, da so v eni vasi večinoma bosanski Srbi ali pa samo Bošnjaki. In na žalost sem na terenu opazila to, da so odnosi med njimi napeti, ne ravno najbolj prijateljski, in veliko sogovornikov je tudi povedalo, da v predor gredo samo takrat, kadar je zares nujno. Kar je bilo zanimivo to, je dejstvo, da je prisotnost mrtvih v javnem prostoru kar prezentna, od pokopališč do spomenikov, do raznih spominskih tabel, ki prikazujejo tako fotografije borcev in umrlih. Je zanimivo to, da je prisoten samo en zgodovinski narativ. Kaj to pomeni? Prisotne so žrtve bosanskih Srbov, medtem ko so žrtve Bošnjakov in pa Hrvatov odsotne, oziroma tudi v javnosti politične stranke in trenutna lokalna vlada ni najbolj prijazna do drugih in drugače mislečih. Kaj točno se je zgodilo leta 1992, vam ne morem povedati, ker sama tega nisem doživela. Mislim pa, da bo zgodba sogovornika dobro opisala vsaj delček dogajanja. Jaz vam bom prebrala njegovo zgodbo v slovenščini, potem pa boste na PowerPointu videli tudi njegovo zgodbo v originalnem jeziku, se pravi bosanščini. Sogovornik mi je povedal: delal sem v enem podjetju v predoru in bil odpuščen. Enako se je zgodilo tudi mojim sosedom. Sprva nisem mislil, da je to zaradi tega, ker sem musliman. Ko je vojska bosanskih Srbov napadla mojo vas, sem se skrival v bližnjem gozdu. Videl sem, kako so mojega soseda, starejšega gospoda, ustrelili na hišnem pragu in ga pustili tam ležati. Odpeljali so me v taborišče Omarska, kjer so me vsak dan mučili. Življenjske razmere so bile na ničli. Veliko ljudi so ubili ali pa so izginili brez sledu. Najbolj boli to, da so bili nekateri stražarji moji nekdanji sošolci ali sodelavci in prav oni so me vsak dan pretepali in poniževali.
Po vsem tem sem se leta 2001 vrnil v svojo vas, ponovno zgradil hišo in sedaj vidim sebe in ostale povratnike Bošnjake kot varuhe Bosne in Hercegovine v Republiki Srpski. Zveni bizarno, ampak je res. Sogovorniki in tudi sogovornice so mi pripovedovali strašljive zgodbe nasilja, mučenja, pomanjkanja hrane, pomanjkanja vode, pomanjkanja osnovnih zdravil, ki so jih doživeli v enem izmed taborišč. Zanimivo mi je bilo to, da so bosanski muslimani oziroma Bošnjaki eksplicitno uporabljali besedno zvezo koncentracijska taborišča, medtem ko so sogovorniki bosanski Srbi govorili o zbirnih centrih, kjer so vojska in policija zasliševali, kolegica je rekla, naj da v navednice, islamske skrajneže. Tukaj na fotografiji vidite taborišče Karaterm in kot je opazno, nobeden izmed teh prostorov ni bil primeren za kakršnokoli zapiranje ljudi proti njihovi volji. Recimo Omarska je območje oziroma je bil nekdanji rudnik, Karaterm je bila nekoč tovarna keramike, medtem ko je Trnopolj je bil nekdanji vaški dom in pa osnovna šola. Po zadnjih podatkih je bilo interniranih več kot 31.000 ljudi, več kot 1000 jih je izgubilo življenje. Večinski delež internirancev so bili muslimani oziroma Bošnjaki ter Hrvati, vse skupaj pa se je dogajalo v relativno kratkem času, od pomladi do poznega poletja leta 1992. Sogovornik se spominja: Jaz sem bil v taborišču Omarska. Izmed vsega, kar so mi vzeli, mi je en srbski vojak vzel čevlje. Imel sem one alpinine, ki so takrat bili moderni, pa sem ostal bos. Ko je en taboriščnik umrl, sem jaz potem vzel njegove čevlje. Sogovornik se spominja tudi, kako so gorele vasi, kako je gorela njegova domača vas. Spominja se kolon posameznikov, ki so ob spremstvu oboroženih vojakov zapuščali svoje domove, in spominja se bolečine v hrbtenici, ko je sklonjeno glavo sedel v avtobusu, ki ga je odpeljal v taborišče Omarska. Opala. Vsak si zasluži dostojni pokop. Antigona je svojo željo oziroma potrebo, da bratu Polinejku omogoči ta dostojni pokop, na koncu plačala življenjem, in različne družbe, različne skupine poznajo različne tradicije in prakse ob pokopu. Seveda ne samo ob pokopu, ampak tudi pred in po. Tako da nekako skupna praksa pred pokopom je obredno umivanje pokojnika oziroma pokojnice, kjer budisti poznajo prakso, da pokojnika potem zavijajo v skromna oblačila, medtem ko je pri muslimanih praksa, da se plahta, v katero so potem zaviti, že kupi za časa življenja. Medtem ko je pri pokopu muslimana nekako preferirana tišina, poznamo prakse narikanja oziroma naricanja. To je praksa pravoslavcev, kjer, ponavadi so to ženske, z glasnim jokom, z glavnim vzklikom tarnajo, jamrajo in objekujejo smrt posameznika in posameznice. Na slovenskih pokopališčih sem recimo v zadnjem času opazila vedno večjo prisotnost žar oziroma sežiga trupel, raztrosa pepela. Kot zanimivost, sežig trupel je med muslimani strogo prepovedan. In vsi ti obredi, vse te prakse se nekako dogajajo v za to namenjenem prostoru. Ta prostor je pokopališče,
se pravi urejen prostor zadnjega počitka, kjer so mrtvi našli svoj mir, po mnenju mojih sogovornikov in sogovornic, razen seveda tisti posamezniki in posameznice, ki na žalost 30 let oziroma več kot 30 let po vojni še vedno niso najdeni. Kar sem tudi opazila na terenu, je da so v občini obstajajo tako pravoslavna, katoliška, muslimanska, judovska oziroma židovska in pa partizanska pokopališča. In kaj je mogoče ne toliko novost, kot pa produkt vojne v 90-ih, so šehidski mezarji. Tukaj vidite na tej spodnji sliki, to je šehidsko mezarje v vasi Kamičani, ki je narejeno po sistemu memorialnega centra v Srebrenici. Šehidsko mezarje v bistvu pomeni mezar je grob, mezarje je potem pokopališče, šehid oziroma šehid pa je v bistvu mučenik oziroma oseba, ki je umrla na Allahovi poti, in v času vojne so v bistvu to kategorijo oziroma to besedo pripisovali vsem muslimanom, muslimankam, ki so umrli med vojno. Za razliko od urejenih, dostopnih pokopališč so množična grobišča neurejena, skrita in težko dostopna. V želji, da se zakrije dokaze za storjene zločine, se je ne samo v Predoru, ampak v celotni Bosni in Hercegovini dogajalo to, da so se trupla oziroma posmrtni ostanki premeščali iz ene grobnice v drugo, in tako raziskovalci, ki raziskujejo množična grobišča, ugotavljajo, da obstajajo ne samo primarna in sekundarna, ampak tudi terciarna grobišča. Trenutno oziroma do zdaj je bilo v občini Predor najdenih 75 množičnih grobišč. Priznam, da si na začetku nisem znala točno predstavljati, kaj to pomeni primarno, sekundarno, terciarno grobišče, potem pa mi je sogovornica povedala. Mož je najden v 2 grobnicah, v Tomašici in Hrastovi Glavici. Ko sem šla na identifikacijo v Šejkovačo v Sanski most, sem ga takoj prepoznala. Imel je oblečen en pulover, ki smo ga kupili na Hrvaškem. Bil je zelo kvaliteten, pa sem ga po njem prepoznala. Njegovo telo je bilo skoraj celotno. Da pojasnim, sogovornica je omenjala Šejkovačo. Šejkovača je center za identifikacijo posmrtnih ostankov v Sanskem mostu. Kot vidite na fotografiji, je to ena ogromna hala, v kateri forenzični antropologi, patologi, zdravniki opravljajo identifikacijo posmrtnih ostankov, in nekateri sogovorniki so ta prostor imenovali Kuća mrtvih bez imena oziroma v slovenščini Hiša brezimenskih mrtvih. Če si sedaj podrobneje pogledamo vloge mrtvih v življenju posameznikov, sem jih razdelila na 2, na kolektivne in pa na individualne vloge. Se pravi, kolektivne vloge so tiste, ki delujejo bolj na družbeni ravni, medtem ko individualne, ki delujejo bolj na posameznikovi ravni, seveda pa se te vloge med seboj prepletajo. Če začnemo s kolektivnimi vlogami, mrtvi so politični akterji. Verjamem, da si je mogoče malo težje predstavljati, kako so lahko mrtvi, ki so fizično odsotni, politični akterji oziroma politično aktivni, ampak kot boste slišali, vsekakor delujejo na simbolni, duhovni in pa na metafizični ravni. Če samo pomislite na mumificirane faraone, na svetnike, na njihove relikvije, če pomislite na grobnice, na mavzoleje, na spomenike, na razne kipe, če pomislite na hišo cvetja v Beogradu, kjer je pokopan Josip Broz Tito,
kljub vsem spremembam političnih sistemov je njegov grob, so njegovi posmrtni ostanki še danes simbol bratstva in enotnosti. In spominjam se, ko sem sama obiskala njegov grob, pogovore ostalih obiskovalcev, ki verjamem niso bili vsi najbolj zagreti pripadniki socializma oziroma privrženci socializma, ampak so vseeno zgodbice bile pozitivne v smislu, spominjali so se svojih časov otroštva, mladostništva, ki so ga doživeli v socializmu, in mislim, da je to, da so ti spomini ravno ta vez, ki jih mrtvi oziroma posmrtni ostanki, ki jih spomeniki, kipi in grobovi vzbudijo v nas in nam potem na nek način so to te vloge med živimi in mrtvimi. Če sedaj vlogo mrtvih kot političnih akterjev preusmerim na Prijedor, materialnost teles je politični simbol. Šehićka mezarja oziroma eno izmed njih ste videli na prejšnji fotografiji in pa spomeniki, posmrtni ostanki pokopanih šehidov so vsekakor dokaz storjenih zločinov in s tem tudi orodje nacionalistične politike bosanskih muslimanov oziroma Bošnjakov. Mrtvi so opomniki na nerazrešene družbene preteklosti. V tem kontekstu sta nacionalna in verska pripadnost nepomembna oziroma nanaša se na vse nacionalnosti, nanaša se na vse verske skupine. Če samo pomislite na zločine iz časa druge svetovne vojne in na zločine, ki so bili storjeni po drugi svetovni vojni, prej omenjen sistem, socialistični sistem Josipa Broza Tita je veliko teh zločinov gladko pometel pod preprogo in veliko teh nerazrešenih zločinov, nerazrešenih tenzij med raznimi različnimi etničnimi skupinami so tako v 90-ih ponovno, v bistvu že malo prej, ampak v 90-ih pa predvsem priplavale na plan in postale ponovna debata med etničnimi skupinami. V Prijedoru mi je sogovornica povedala: tukaj so govorili o številki do 40.000 ubitih Bošnjakov, kar ni prav. Prava številka je 3172. Ti so seveda tudi padli v bojih in podobno. Prav oni so začeli tukaj v Prijedoru. Tako da po mnenju sogovornice je vsekakor nejasnost števila žrtev tista, ki je pomembna. Pomembno je tudi, kdo je bil civilist, kdo je bil vojak in nenazadnje pomembno je tudi, tako kot je bilo pomembno v filmu Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ko je počel rat oziroma kdo je začel z vojno. Mrtvi so nosilci kolektivnega spomina. Kaj točno je kolektivni spomin? To je koncept, ki opisuje skupne spomine, predstave in interpretacije preteklosti, ki si jih deli določena skupina ljudi. Tako da v tem kontekstu vsaka nacionalna in vsaka verska skupina obeležuje svoje mrtve in v primeru Prijedora se 30. maja obeležuje dan ubranitve mesta Prijedor oziroma dan odbrane grada Prijedor, kjer ta dan obeležujejo bosanski Srbi, dan za njimi 31. maja Bošnjaki in Hrvati obeležujejo dan belih trakov. Mogoče ste že slišali za ta dogodek. Na ta dan se v bistvu spominjajo začetkov etničnega čiščenja v občini. 20. julija pa Bošnjaki skupinskim pogredom oziroma v okviru šehidske dženaze pokopljejo v preteklem letu najdene posmrtne ostanke žrtev vojne. Lanskega 20. julija so pokopali 4 osebe oziroma njihove posmrtne ostanke.
Kaj je skupno vsem tem dogodkom, je, da imajo točno določeno koreografijo, točno določeno ikonografijo in pa kontinuiteto, se pravi, ponavljajo se vsako leto, kar pa potem pomeni, da se jih ljudje vedno udeležujejo, poznajo protokol, poznajo sistem in posledično tudi lažje sodelujejo. In veliko mojih sogovornikov je potem tudi povedalo, da svoj dopust, svoj letni dopust organizirajo tako, da so 20. julija prisotni na tem skupinskem pogrebu. Mrtvi so graditelji nacionalne zavesti. Sogovornik mi je povedal: ubijali so nas samo zato, ker smo muslimani. Tukaj se nanaša na ljudi, ki so bili internirani oziroma zaprti v taborišču Omarska. Sama pa sem nekako prepričana, da je tukaj oziroma da se je med vojno velikokrat pojavljalo tako v medijih kot v znanstvenih razpravah, da je vojna v Bosni nekako verska vojna, kjer je islam proti pravoslavju, nekako že poznamo iz zgodovine, ampak ja, s to trditvijo se ne morem najbolj strinjati. Mislim, da je tukaj pomembno tudi poudariti teritorialne apetite tako Republike Srbske kot Republike Srbije, ki sta v želji po ustvarjanju velike Srbije očistili teritorij vseh nesrbskih prebivalcev. In kaj se je zgodilo v Prijedoru, je to, da so mrtvi v tem kontekstu spet ali Bošnjaki, ali Srbi, ali Hrvati postali del kolektiva, postali so eno in v bistvu ime in priimek več ni bil pomemben, tako da so vsi mrtvi postali kolektiv določenega oziroma enega naroda. Če si sedaj pogledamo vloge, individualne vloge. Mrtvi so nosilci moralnih vrednot. Vsi sogovorniki in sogovornice so poudarjali, da do mrtvih čutijo spoštovanje, da se do mrtvih obnašajo spoštljivo, obiskujejo grobove, molijo za njihovo dušo, nosijo cvetje, prižigajo sveče. In kot mi je povedal sogovornik, poleg znanstvenega vidika želimo na nek način ponovno humanizirati žrtve, kolikor je to mogoče. Vsaj tako, da najdemo fotografijo, da poiščemo opis dogodkov, kako in na kakšen način je ta žrtev umrla. Vsaka žrtev namreč ni le ime in priimek, ampak je bila dejansko človeško bitje, ki je obstajalo. Tako da ta vloga se mi zdi tak odličen primer, kjer za razliko od prejšnje, kjer sem povedala, da mrtvi izgubijo svojo identiteto, izgubijo svoje ime in priimek in postanejo del kolektiva določenega naroda, se tukaj zgodi ravno obratno. Tukaj je potem spet pomembno, kako ti je ime, kako se pišeš in kaj se ti je zgodilo. Mrtvi so moralna opora v smislu dajanja nasvetov in podpora v težkih časih. Če se spomnite na začetku, ko sem omenjala trajne vezi, tukaj recimo sogovornik pripoveduje: pogosto grem na pokopališče in se tam pogovarjam s svojimi. Včasih jih vprašam za nasvet, včasih pa samo povem, kaj je novo, kako vnuki rastejo, spustim kakšno solzico in mi je lažje pri srcu. Druga sogovornica je pridodala: pogosto si v določenih trenutkih želim, da bi bil tukaj. Govori o bratu, ki je izgubil življenje leta 1992. Na mnoge načine se ga spominjam. Včasih imam občutek, da mi namiguje moje korake, da me odvrača od nečesar, kar ni dobro. Včasih imam občutek, da vidim osebo, ki je podobna njemu. Takrat jočem. Tisti dan sem žalostna.
Pogosto grem tudi na pokopališče obiskati njegov grob in to me izpolni, ker opravim neko svojo dolžnost. Sogovorniki in sogovornice so velikokrat povedali, da je dejstvo, da so preživeli etnično čiščenje in grozote taborišč, bila zgolj sreča. Redki so postali verni, so seveda tudi primeri, vsi so pa poudarjali, da je njihova moralna dolžnost do mrtvih, ki jih danes več ni tukaj, da se mora o njih govoriti, da se jih morajo spominjati, da morajo govoriti v njihovem imenu in da morajo poskrbeti za to, da se mrtvih ne pozabi. Velikokrat se je ta njihova moralna dolžnost nekako preslikala v občutek krivde preživelega, se pravi v psihološki pojav, ki je prepričanje, da bi lahko storili nekaj, kar presega človeške zmožnosti. Se pravi, velikokrat so sogovorniki pripovedovali, če bi le lahko pomagal družinskemu članu, prijatelju, ki je bil z mano v taborišču, pa takrat nisem mogel. Se pravi, ta občutek krivde, ne samo, da se vsak sogovornik in vsaka sogovornica individualno sooča s tem, tudi na kolektivni ravni, so velikokrat poudarjali, da je ta občutek krivde prisoten, potem spet malo ponikne, ponavadi se pojavi ob obletnicah 20. julija in potem ob obletnicah taborišč. In tudi z njihovo prisotnostjo na teh komemoracijah, na teh vsakoletnih obletnicah, sogovorniki opozarjajo na pretekle dogodke. Zavedanje osamljenosti. Sogovornica mi je povedala: težko je, ko se spomniš, da si imel starše, pa da si imel brata in sestro, pa soseda, pa moževo družino, pa svojo, pa ni nikogar več. In potem ti nima kdo priti na kavo. Nimaš nikogar, s komer bi spil kavo, nimaš nikogar, s komer bi se pogovarjal. To zavedanje osamljenosti je po izjavi sogovornice prisotno tako na vsakodnevni ravni, še bolj pa je izrazito na praznovanjih, ob veselih dogodkih, se pravi ob rojstvih, ob porokah, ob slavjih, kjer se v bistvu sogovorniki in sogovornice zavedajo, da nimajo nikogar več. Kje smo zdaj oziroma kje so zdaj? Vojna je še vedno tema pogovorov, tako na individualni kot na kolektivni ravni, se pa vsekakor pojavlja želja po drugih temah, kot mi je povedala sogovornica. Dovolj je pogovorov o vojni, dajmo se pogovarjati o drugih stvareh. Za sogovornike in sogovornice, ki še vedno pogrešajo svoje družinske člane, je tema njihove odsotnosti oziroma iskanja njihovih posmrtnih ostankov še vedno tema, se pravi tako vsak dan kot ob nekih obletnicah, kot ob rojstnih dnevih in drugih veselih priložnostih. In sogovornica mi je povedala: kadarkoli zaprem oči, je, kot da ga vidim. Vedno tako. Potem dolgo ne morem spati. Ne morem zaspati. Sedim. Včasih do 2, 3 zjutraj. Ko začnem dremati, pride k meni. Mama, kaj delaš? Vedno tako. Mama, kaj delaš? Da bi končno našla vsaj eno njegovo kost in jo pokopala. Potem bi bila mirna. Seveda pa se moji sogovorniki in moje sogovornice zavedajo
absurdnosti preteklih dogodkov in poudarjajo: toliko nedolžnih ljudi je izgubilo življenje, toliko družin je uničenih. Čemu? Jaz imam več družinskih članov mrtvih na pokopališčih kot živih v njihovih hišah. Če počasi zaključimo naš sprehod po občini Predor in vam za popotnico povzamem rezultate s terena. Mrtvi vsekakor imajo veliko vlogo v življenju posameznikov, tako na individualni kot na kolektivni ravni. Vplivajo na moralna načela mojih sogovornikov in sogovornic. Mrtve pogrešajo ob veselih trenutkih, se tudi zavedajo, da življenje gre naprej. Zavedajo se minljivosti, imajo občutek krivde, da bi lahko storili več, pa niso. Velikokrat sanjajo svoje mrtve, ampak v teh sanjah mrtvi od njih ne zahtevajo ničesar. Redki so občutki primera prisotnosti, se pravi, da bi nekdo, razen primer sogovornice, kjer je imela občutek, da je videla svojega brata. Vsekakor pa sogovorniki in sogovornice poudarjajo to politično vlogo mrtvih, kjer so mrtvi simboli nacionalnih identitet, gradniki kolektivne zavesti ter kamen spotike nacionalnih in nacionalističnih političnih strank, tako na strani bosanskih Srbov kot na strani Bošnjakov. Če si dovolim za konec še malo samorefleksije. Ko me prijatelji, znanci vprašajo, kaj trenutno raziskujem, in je moj odgovor, da raziskujem mrtve množičnih grobišč, vsi prikimajo, to je pa težka tema. In ja, se vsekakor strinjam, tema je vsekakor zahtevna. Na terenu sem slišala že veliko pretresljivih zgodb, verjamem, da jih veliko še bom. Bi pa na tej točki rada izrekla eno veliko zahvalo vsem mojim dosedanjim sogovornicam in sogovornikom, ki so me kot neznanko, ki je prišla na teren, spustili v svoje dnevne sobe, v svoje kuhinje, mi skuhali kavo, postregli z baklavo in mi potem pripovedovali oziroma povedali svoje pretresljive zgodbe. In nenazadnje, velikokrat se je potem zgodilo, da so z mano delili tudi vesele dogodke, za kar sem jim neizmerno hvaležna. Hvaležna pa sem tudi vam, da ste bili danes z mano. Hvala za pozornost. Če so kakšna vprašanja, komentarji, prosim, izvolite.